danes gre v nasprotju z tistimi idejami in zahtevami, potrebami izpred desetletij, bolj za uporabniške prostore, ne toliko za sam prostor ali skladišča, kjer hranimo gradivo. V prejšnjem tednu smo vplačali komunalni prispevek, kar pomeni, da bomo najbrž še v decembru, v naslednjih tednu dveh pridobili gradbeno dovoljenje. Vlada bo nadaljevala s tem projektom do zaključka, do izgradnje samega objekta in mislim, da je to ta zgodovinski trenutek, da lahko rečemo, po 40 letih poskusov želimo to zgodbo zaključiti v letu 2026. Jaz sem vesel izredno, da smo lahko naredili ta zadnji simbolni korak, samo da smo potrdili našo odločenost, da v investicijo gremo in da bo NUK2 zgrajen, najverjetneje še v tem mandatu, ampak da smo tudi naredili prvi konkreten korak in to je, da smo vplačali komunalni prispevek. Jaz sem vedno rad zahajal v sedanji NUK in vedno, ko pridem sem, me navda s ponižnostjo. In je to mogoče eno sporočilo za vse nas, da se splača priti v tempelj znanosti čim bolj pogosto, ker takrat se zavemo svoje majhnosti in hkrati svoje odgovornosti do naroda. Tako da, jaz se veselim prihodnosti, ne samo naslednjega leta, 2 ali 3, ampak predvsem se veselim prihodnosti, ko bo NUK2 zgrajen.